Zdaj, cel projekt Šola zdravja je en tak res vsebinsko zelo bogat. Jutranja telovadba 1000 gibov je tista neka prva osnova, da ljudi spravi zjutraj, ko se zbudijo, v akcijo, da razgibajo svoje telo. Tle je velik poudarek, da to delamo vsak dan, da delamo zunaj, v naravi, da delamo celo leto. Da nismo prostorsko in časovno omejeni. In zdaj, ker je Slovenija pač manjša dežela, je tukaj ideja, da bi mi vsak kraj, vsako vas, vsako naselje pripeljali jutranjo telovadbo 1000 gibov. Eden od 3 ustanoviteljev Društva Šola zdravja je dr. Nikolaj Grišin. Po osnovni izobrazbi je on zdravnik, manualni terapevt, nevrolog in prihaja iz Rusije. Na povabilo slovenskega podjetja je začel delati v Sloveniji. 2006 je nekako začel s projektom Društva Šola zdravja. Približno 95% naših udeležencev, aktivnih članov je upokojencev. Rednih članov imamo okrog 5000, imamo še teh, kako bi rekla, občasnih, ki pridejo pač. Zdaj tudi zelo nagovarjamo ljudi, ki delajo dvoizmensko delo, ki lahko pridejo, ljudje, ki delajo doma. Trenutno zdaj pokrivamo 91 občin, imamo aktivnih več kot 250 skupin. Zdaj cilj je, da pravzaprav zjutraj v 30 minutah razgibamo telo, poskrbimo za vse mišične skupine, za vse sklepe, se nadihamo svežega zraka. In nekako spodbuda pa je, da to delamo v skupini, da tudi ko pridejo zimski dnevi, megleni dnevi, ko imamo neko krizo, da je skupina tista podpora, kjer nas pač aktivira, da delamo redno naprej. Sicer v zahvalo Ministrstvu za zdravje, ki nas že zdaj podpira 8. leto, smo potem začeli bolj tudi strateško temeljito delati na tem, ampak na začetku se mi zdi ta od ust do ust, da smo ljudi prepričali to neko, ko bi rekla, kar smo izžarevali od sebe, da smo mi srečni, zadovoljni, da sredi zime telovadimo, da smo vsi zdravi, da nimamo viroz, grip, da gospe so govorile, da manj doma kurijo, da jih več ne zebejo roke v nogo, da ta prekrvavitev. Pa seveda najbolj pomemben je ta socialni moment, da smo mi zjutraj tam, ko bi rekla, kaj eni otroci, poskrbeli za svoje zdravje in ta energija te drži potem cel dan. Mene osebno je tudi najbolj navdušilo, da od začetka do danes, kjerkoli smo se pojavili, začeli, smo ljudi navdušili. Bistvo je, da tudi s temi našimi osebnimi zgodbami, kako je naše zdravje, kako se počutimo, kakšno socialno mrežo imamo v lokalnem okolju, sploh za starejše, ki so v 3. življenjskem obdobju, je ta socialni faktor zelo pomemben. In se mi zdi, da pravzaprav povsod smo sejali nekaj dobro. V lokalnem okolju smo zelo prepoznani, ne samo zaradi oranžne barve, tudi naše člane zelo spodbujamo, da vsaj enkrat na leto naredimo kakšen medgeneracijsko akcijo, to pomeni, da grejo vadbo izvajati skupaj z otroci v šolo ali v vrtec ali v srednjo šolo, z različnimi temi rizičnimi ciljnimi skupinami, da tudi druge nagovarjamo. In povsod pravzaprav doživimo lep uspeh, tudi otroci nimajo nobenih težav, z nami radi telovadijo. Zakaj? Zato, ker ni te tekmovalnosti, ki je sproščeno, ko vsak dela, kakor zmore, nobenega ne preganjamo, ker smo zunaj v naravi in pravzaprav se mi zdi, da vsi to potrebujemo, sploh zdaj po tem covidu. Ta izobraževanja, saj če rečemo, da ljudi naučimo, kako se pravilno izvajajo 1000 gibov, se nam zdijo zelo pomembna. Glede na to, da so naši vaditelji pravzaprav prostovoljci, starejše osebe, je zelo pomembno, da vsako leto jih nekako osvežimo to znanje, tudi da imajo te tiskane oblike, priročnike, da tudi ne gremo toliko na teorijo, bolj na prakso, in da to vse delamo v živo, da to ne delamo samo v Ljubljani, ampak da gremo vsa lokalna okolja, ki jih pokrivamo, to je za nas zelo pomembno. Imamo pa srečo, ker imamo ciljno skupino starejših, kjer je zdravje kot vrednota na prvem mestu. Mi ta usposabljanja na terenu delamo res po vseh regijah, po vseh lokalnih skupnosti, vsako leto. Recimo letos bomo imeli 29 usposabljanj na terenu, lani smo jih imeli tudi 29 in to nam je zelo pomembno.
Recimo lani smo imeli čez 900 udeležencev na naših usposabljanjih. Mi opažamo, da ljudje, ki grejo v tretje življenjsko obdobje, ko se upokojijo, za njih je najbolj pomembno, da ohranijo redno rutino. To pomeni, da zjutraj vstanejo, se oblečejo in grejo ven. Ker od naših članov smo slišali, kako vsi govorijo, joj, se bom naspal, pa potem je do 11, 12 v pidžami, izgubi te socialne stike. In pri naših članih, tudi v času covida, smo videli, da je najbolj pomembno, da so oni socialno aktivni, da pripadajo neki skupini, da stanujejo zelo blizu, da drug drugega poznajo in da drug drugega spodbujajo, da zjutraj vstanejo, grejo doma, nekaj zase naredijo, se razgibajo, potem grejo še na kavico, čaj, še na tej socializaciji. To se mi zdi, da je najbolj pomembno za človeka v tretjem življenjskem obdobju. Da se ne izključi iz družbe in da ne pozabi na svoje zdravje. Vsak dan, da res vsak dan nekaj naredi za svoje zdravje.